Kabrio po zim, zakaj pa ne? Sicer mi ni preveč dišal, da bi se vozil v mrzlem, ker nisem takšen tip voznika, mi bolj paše toplo, zato sem se odpeljal na jug, brez babice. Dež je padel večino poti, kar je tudi neugodno, če se hočeš voziti zgori brez. No, pa sem šel še malo bolj na jug, kot sem najprej planiral. Do hotela Royal Princess v Dubrovniku. No, tukaj pa je posijalo sonce. Da končno lahko pokažem ta avto takšen, kot naj bi bil. T-Roc kabriolet. Edini takšen na cestah. Res, prav nima konkurence. In zdaj razmišljam, če naj mu to štejem v plus ali ne. Dejansko ni več kabrioletov za nek normalen denar. V bistvu se spomnim samo še Mazda MX-5 pa Minija, potem pa ni prav nič pod 40 jurjev. Tako da lahko Volkswagen da samo kapo dol, da še vedno vztrajajo. Po drugi strani si pa mislim, pa zakaj mora biti raven križanc kabriolet? Sej vem, trendovsko je pa vse, ampak dajte mi en navaden golf kabriolet, pa bo vse super in prav. No, ni po moje, tako da me zanima, kakšen je pa ta. Grem dol do obale. Hecen za videti, takšen visok, zelo visokimi boki. Ja, sicer so se kar potrudili z raznimi detajli, še spoiler zdaj izgleda cool in z opremo Airline pridejo takšni lepi okraski. Tudi streho ne izgleda bedno, ampak ni tukaj neke elegance, ki je krasila klasične kabriolete nekoč. Če obrnete ploščo in iščete pluse, pa ja, tako poceni ni kabrioleta s 4 sedeži, T-Roca samo parom takšnih ogromnih vrat tudi ne boste našli v nobenem drugem primeru in vaše kolena in hrbtenica vam v nobenem kabrioletu ne bodo tako hvaležni kot v tem, ker se sedi višji in se tudi ni treba toliko sklanjati. Saj se najde pri vsakem avtu tudi dober, brez skrbi. Pri tem recimo je za pohvaliti zvočna izolacija, ker streha tudi med vožnjo po avtocesti za takšen kabriolet s platneno streho prav dobro tesni. Seveda ni isto kot pri klasičnem T-Rocu, ampak je v redu, tudi po zimi se da z njim živeti, če je raven takšen čas, a ne? Ampak se vseeno splača priti bolj na morje. Je bolj fajn. Preglednost je za kabriolet tudi zelo dobra in izdelava se zdi prav tako v redu. Streha nič ne škripa. Pa sama se zelo hitro v 11 sekundah in čisto tiho zlaga do hitrosti okrog 30 na uro. Dobar, zadnji ni veliko prostora za noge, se pa da sedeti, no, ga je pa toliko več za glavo, če odprete streho, ne? Ja, pa prtljažnik je v vsakem primeru velik 284 litrov, ampak se podrejo še naslonjala klopi, tako da bodo tudi smučke šle noter, če bo treba. Aha, še ena zelo fajn stvar je, in sicer, da zelo malo piha v glavo. Čutiš veter v laseh, itak, tudi če so sivi, ampak ni nič moteče. Dobar, mogoče je to za koga tudi slabost, če želi imeti stalno pripih v kol ali pa v glavi, a ne? Vožnja, če je za vas užitek veter v laseh, ima tukaj kljukico. Če iščete karkoli športnega, je nima. Tako enostaven je, ja. Avto tehta več kot 1,5 tone in ima 150 konjev, 110 kW piše v prometni, kar pomeni, da ga ne razganja od moči. Mislim, se ga ne rab, saj tudi v vinkih ni niti približen tako suveren kot skoraj 200 kg lažji T-Roc s trdo streho. Ležerna vožnja mu najbolj paše, tukaj ima takšna visoka boka, da daš lepo roko gor in se prepustiš cesti. Motor, ki je močnejši v ponudbi, je seveda za easy vožnjo dovolj močan, nima pa ravno lepega zvoka. 1.5 TSI nam tudi tako ni bil nikoli preveč všeč, nekam anemično deluje, tudi zvokom pokaže, da se ne vrti preveč rad in niti poraba ni rekordno majhna. Evo, na dolgi poti do juga Dalmacije sem imel slabih 8 litrov, hitrost na avtocesti 130 na uro. Si pa tega avta skoraj ne predstavljam brez menjalnika DSG. Lepo deluje in paše konceptu sproščenega uživanja v avtu brez strehe. Se spomnite, kako smo kritizirali notranjost prvega T-Roca nekaj let nazaj? No, ta je postala bistveno bolj kvalitetna, tako na pogled kot seveda tudi otip. So slišali ne samo naše kritike, ampak vseh voznikov T-Rocov, zato je to recimo zdaj mehko za prijemati in veliko bolj fino za dotikati. Je pa tukaj spet kritika na upravljanje sistemi. Na vsedem zaslonu je spet precej počasen vmesnik in se ob zagonu še vedno odziva z zamikom. Še bolj me pa moti, da so tele klasične gumbe nadomestili s temi na dotik, ker že tako ne veš, kaj si pritisnil, ne? Ko je vse umazano od prstnih odtisov,
in na njih žge sonce, pa še vidiš nič ne. Da o teh gumih na volanu sploh ne govorim. So očitno tudi sami spoznali, da so za nič, zato jih v novih Volkswagenih ne bo več. Osnovni T-Roc brez strehe stane 31 jurjev, tale s kar neki dodatki in paketom Airline pa 42. Ja, za takšen enonamenski avto je to seveda kar velik keša, ampak če obrnete ploščo in nanj gledate kot na totalni unikat na cestah, v tem trenutku seveda je pa cena itak nepomembna, ni tako. Pa še nekaj, ne? Z njim boste vedno imeli razlog, da greste na kakšen fajn izlet, da boste našli sonček takole. Ja. Ja, prav fajn si tole zbral, moram reči, ne? Je pa prav hecno, da niti enemu od nas nisi povedal, da greš dol snemat. Ne, veš kaj, ful se je mudil, ker sem to tako na hitro vse organiziral. Ja, ti kar niš nekaj izgovora, ne? Sem prav videl, kak si se imel fajn tam, oziroma kak si trpel na tisti terasi. Sem v savni tudi, veš. Ja. Hotel Royal Princess, se kaže? Ja, ful ima take hude sobe z razgledom, tako na morje, deleč pa vse skupaj. Nisem imel pa časa uživati. Ja, pa kako ne, če si imel, da spiš tam? Ne, to je bilo vse samo za posnetek, ker sem delal skozi. Ja, no, že ti ne verjamem. Ko mi ne verjamem, Da mi ti raj povej, če imaš človek kabriolet, si rekel, da ga mora izkoristiti nekje na jugu, ne? Koliko stane pol en tak trip? 400 € je za 2 noči hotel, pol 200 € je bencin, pol 50 cestnine, pol 200 € za hrano, malo kakšna buteljka, ne? 900 cirka. Ja. 900 € za 3 dni, pa od tega se 2 dni voziš, kaj si normalen? Ja, ampak glej, enim je cilj pot, ne pa končna destinacija. Kaj? Okej, no. Če imaš tak avto. Torej, če se radi zelo veliko vozite in radi veliko zapravljate, upoštevajte Matejo na svet.